Pomlad ne prinaša samo toplejšega in bolj sončnega vremena, ampak je na cestah tudi več uporabnikov koles, motorjev in skirojev. Žal pa se s tem poveča tudi število nesreč. Zato je pomembno ozaveščanje vseh udeležencev v prometu. V letu 2021 je bil do zdaj dosežen absolutni rekord v prodaji koles v Sloveniji. To številka dosega 80 tisoč. To je 30% več kot v letu 2020. V 2020 pa je bilo 20% več kot v primerjavi s prejšnjimi leti. Tako da zdaj za Slovenijo res lahko rečemo, da je ne samo kolesarsko-rekreativni boom, ampak je tudi prodajni boom koles in kolesarske opreme. Kolesarji so vsako leto udeleženi v približno 1300 prometnih nesrečah. V zadnjih letih kljub vsemu beležimo nekoliko boljše stanje. Sploh ob dejstvu, da se obseg kolesarjenja v Sloveniji močno povečuje. Število umrlih kolesarjev je bilo v letu 2018, 2019 in 2020 najmanjše v zadnjih 25 letih. Lani beležimo 10 umrlih med kolesarji. Povečuje pa se število hudih poškodb med letoma 2016 in 2020 za kar 15%. Predvsem izpostavljeni so starejši kolesarji. V obdobju 2016-2021 je največ kolesarjev umrlo v starostnih skupinah med 55 in 64 letom in nad 65 let. Največ hudo telesno poškodovanih je bilo v skupini nad 65 let. Med vzroki, kjer so povzročitelji kolesarjev, so podobni razlogi kot pri vseh udeležencih v prometu, ki imajo v uporabi vozilo. To je neprilagojena hitrost, nepravilna stran oziroma smer vožnje. V povprečju so v zadnjem večletnem obdobju okrog 2/3 smrtnih prometnih žrtev povzročili kolesarji sami. Ker so poškodbe glave ena najpogostejših poškodb v prometnih nesrečah, se priporoča uporaba kolesarske čelade za vse kolesarje, ne le do 18. leta, kot je to obveza po zakonu. Med kolesarji naraščajo kršitve cestno-prometnih predpisov, tudi z področja uporabe mobilnega telefona. Ob koncu želim navesti še 3 nasvete voznikom za varno vožnjo kolesarjev. Pri zavijanju desno bodimo še posebej pozorni. Kolesarji imajo prednost. Vrata avtomobila iz notranjosti odpirajte z desno roko, tako da boste videli kolesarja. Ne jezite se na kolesarje. V prometu so bolj ranljivi kot pa vozniki osebnih vozil. Še 3 nasveti kolesarjem. Spoštujte pravila vožnje. Z roko vedno jasno nakažite, kam zavijate. Poskrbite za dobro vidnost. Na kolesu naj bosta delujoča sprednja in zadnja luč. Pred rdečo lučjo se vedno ustavite. Za vašo varnost uporabljajte čelado. Kaj lahko storiš še bolj dejansko glede tega je da si viden na cesti, to so svetlejša oblačila, ali pa bom tako krajš povedal. Predstavljaj si sebe kot voznika in predstavljaj si kot kolesarja, če bi bil, se pravi voznik, ki gleda kolesarja, in najboljše, da ga vidiš na določeni razdalji, da je opazen. Zdaj, kar mi največ govorimo ali propagiramo, so te lučke, ki jih damo se pravi pod sedež kolesa,
to je rdeča luč, ki utripa ali pa ne utripa, ampak zdaj dodajamo tudi svetlo lučko, belo lučko na balanco spredaj. Se pravi, da je kolesar viden, da ne pride do tistih prehitevanj v škarje pa to, ker je to je osnova, ne. Tako kot smo se prej zgovarjali na hodniku, zdaj zavore sploh niso omenjene več v tehnično brezhibnem kolesu, ne, kar je zanimivo. Bolj so poudarki na lučkah, spredaj, zadaj, a ne, absolutno je pa pomembno brezhibno, tehnično brezhibno kolo. Policisti ugotavljajo, da kolesarji pogosto ne upoštevajo prometnih predpisov. Vozijo v napačno smer, v rdečo luč, uporabljajo mobilni telefon, ne uporabljajo čelade, vozijo brez rok na krmilu, vozijo se po zadnjem kolesu in podobno. Vendar narobe ravnajo tudi vozniki, ki kolesarjem jemljejo prednost, jih tesno prehitevajo ali prehitevajo v škarje, stisnejo ob rob in jih ogrožajo. Ugotavljamo pa, da še vedno prepogosto prihaja do tesnih prehitevanj, do udarca z vozilom, z ogledalom v kolesarjevo roko. Morate pač vedeti, da 1,5 metra od kolesarja se ne šteje zadnjo kolo, ampak če pogledamo recimo gorska kolesa, kjer so krmila široka že 70 cm, to je kar široko, ne? In posledično so na krmilu tudi roke in pač kolesar drži krmilo v rokah, tako da je to 1,5 metra od najbolj izpostavljene točke kolesarja, kar v bistvu pomeni, da mora zabiti na nasprotni vozni pas. Ne pa, da poskuša kljub nasproti prehajajočim vozilom kolesarja prehiteti, ne. S tem povzroča nevarno situacijo za kolesarja, absolutno. Absolutna prepoved zlorabe drog, alkohola in drugih psihoaktivnih snovi velja za vse udeležence v prometu. Opažamo, da velikokrat vozniki, pa tisti, ki se želijo usesti v vozilo in so popili nekaj alkohola, zamenjajo vozilo za kolo. Opažamo, da je v letu 2018 bilo 110 povzročiteljev kolesarjev pod vplivom alkohola. V lanskem letu, 2021, se je to število povečalo na 150. Zato svetujemo kolesarjem, da to ni dobra izbira, da zamenjajo vozilo za kolo. To pomeni, če uživajo alkohol, naj ne sedejo ne za volan in ne za kolo. Tako bo najbolj varno za kolesarja oziroma za druge udeležence v cestnem prometu. Če policisti ustavijo kolesarja oziroma ugotovijo kršitev vožnje pod vplivom alkohola kolesarja, mu izrečejo globo, denarno kazen. Ker za vožnjo kolesa ne potrebuje vozniškega dovoljenja, mu tega tudi ne odvzamejo, niti ne izrečejo kazenskih točk. Kadar kolo prevažate z avtomobilom, je izjemno pomembno, da je kolo ustrezno in varno nameščeno za prevoz. Prvi pogoj za prevoz kolesa je dobro nameščen sam nosilec na avto, da se že samo ta dobro pričvrsti in se to tudi dobro preveri. Potem pa, ko nameščamo sama kolesa na vozilo, bodimo pozorni, da pričvrstimo kolesa res na 3 točkah in te točke tudi dobro preverimo, da so kolesa res dobro pričvrščena. Potem tudi po parih kilometrih vožnje se priporoča narediti postanek, ponovno preveriti, ali so kolesa še vedno dobro pričvrščena, kajti neravnine s ceste, udarne jame in to lahko zrahlja vijake, kljub temu, da smo vse skupaj zaklenili, preverjanje ne bo odveč. Enako tudi s temi strešnimi nosilci, vsi imajo trotočkovno pripenjanje, dajmo pa vseeno iz varnostnih razlogov morda še kakšen dodaten trakec
pripet, če bi prišlo do popuščanja teh originalnih trkov. Kolesarjenje je neškodljivo za okolje, da pa bo tudi varno, je odgovornost vseh udeležencev v prometu. Posebno opozorilo gre tudi staršem, naj dajejo otroku zgled z varnim ravnanjem na cesti, saj so otroci najranljivejši udeleženci v prometu.